Pozdravljeni, dragi otroci! Čas je za našo čarobno meditacijsko pravljico. Najprej se udobno namestite. Lahko se usedete ali uležete, kakor vam je najbolj prijetno. Počasi in nežno zaprite oči ter se poskušajte čim bolj sprostiti in umiriti. Zdaj pa počasi in globoko vdihnite ter si predstavljate, da z vsakim vdihom vase sprejemate mir kot svež zrak iz narave. Zdaj pa izdihnite in z izdihom spustite, da gredo vaše skrbi proč, kot da jih vetrič odnese. Naredimo še en dolg, globok vdih in počasen izdih. Vaše telo je zdaj sproščeno, pa miren. Ste pripravljeni na čarobno potovanje? Pa začnimo. Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Zvezdica Zofi in njeno svetlikanje. Današnja pravljica nas bo popeljala daleč, daleč, visoko med zvezde. Ste se udobno namestili? Potem pa začnimo z našo zgodbo. Daleč, daleč v vesolju, visoko nad oblaki, kjer se lesketajo tisoč in tisoč zvezd, je živela mala zvezdica po imenu Zofi. Zofi je vsako noč svetlikala na nebu skupaj s svojimi zvezdnimi prijatelji. Njena naloga je bila, da svojim sijem osvetljuje nočno nebo ter daje toplino tistim na zemlji, ki po noči pogledajo navzgor. A Zofi je bila zvezdica, ki je svetlikala malo manj kot njene zvezdne prijateljice. Vedno, ko so se vse zvezde zbrale, da bi sijale, je Zofi začutila, da njen sij ni tako močan kot pri ostalih. Njena prijateljica Luna je imela največji sij, ki je osvetlil skoraj celotno nočno nebo, medtem ko je Zofi sijala bolj nežno in sramežljivo. Včasih se je zato počutila manj vredno. Nekega večera
ko so se zvezde pripravljale, da bodo sijale, je Zofi zamišljeno pogledala proti zemlji ter si zaželela: kako rada bi sijala tako močno kot luna. Mogoče bi me takrat ljudje opazili in bili veseli, ko bi me pogledali. Tedaj je mimo priletel stari zvezdni modrec po imenu Orion, ki je imel dolgo svetlikajočo brado iz zvezdnega prahu. Ustavil se je ob Zofi ter jo prijazno vprašal: zakaj si žalostna, mala zvezdica? Zofi mu je zaupala svoje skrbi. Svetim tako šibko, Orion, nikoli ne bom tako močna kot druge zvezde. Mogoče me nihče na zemlji niti ne opazi. Orion se je modro nasmehnil in ji rekel: draga Zofi, vsak ima svoj si. Velikost tvojega svetlikanja ni tako pomembna kot to, kaj s svojim sijem prineseš drugim. Morda se ti zdi tvoj si majhen, vendar je lahko ravno tvoja nežna svetloba tista, ki nekomu pomaga najti pot v temi. Zofi je še dolgo razmišljala o Orionovih besedah, a še vedno ni bila prepričana. Orion pa je obljubil: po noči, ko bodo vsi na zemlji spali, bom poskrbel, da se bo nekdo ozrl v tvojo smer ter bo našel tolažbo v tvojem siju. Tiste noči je Zofi sijala tako, kot je vedno. Njena svetloba je bila mehka kot nežen objem in ni bila tako močna kot svetloba njenih prijateljic. A daleč spodaj na zemlji je bil majhen deček, ki se je počutil osamljenega. Tiste noči se je prebudil ter pogledal skozi okno. Njegove oči so iskale nekaj, kar bi ga pomirilo. In takrat je zagledal Zofi. Kako lepa zvezdica, si je mislil deček. Njena nežna svetloba mu je dala občutek topline in varnosti. Pogledal je Zofi in v tistem trenutku ni bil več osamljen. Zaspal je z nasmehom, Zofi pa je z veseljem sijala zanj. Ko je Orion naslednje jutro prišel do Zofi, je opazil njen nasmeh. Zdaj razumeš, kaj ne? Jo je vprašal. Zofi je pokimala.
res je, Orion, moja svetloba morda ni najmočnejša, vendar je topla in nežna. In včasih je prav ta svetloba tista, ki jo ljudje najbolj potrebujejo. Dragi otroci, tako kot zvezdica Zofi, tudi mi včasih mislimo, da nismo dovolj dobri ali močni. A ne pozabite, vsak od nas ima svoj poseben cilj. Prav vsak od nas. Morda ne sijete tako močno kot nekdo drug, a vaš sij je edinstven ter dragocen. Nikoli ne veste, komu boste s svojo prijaznostjo, svojim nasmehom ali prijetno besedo polepšali dan. Vaša svetloba je pomembna, ne glede na to, kako majhna se vam morda zdi. Vi vsi sijete točno tako, kot znate, in svet vas potrebuje takšne, kot ste. Zato se imejte radi prav takšni, kot ste, ker takšni, kot ste, ste najboljši. Bodite ponosni na sebe.